Ja, ko si omenil to, kako ponavljamo potem stvari od prednikov, še ena zanimiva stvar mi je bila tudi to, da delamo doma. Pa v bistvu sem potem ugotovila, da so vse moje prednice bile doma, da sicer so delale, ampak so delale doma. Jaz sem si mislila, no, jaz sem pa pač prva, ki imam službo, in pol sem dojela, ja, pa sem jaz tudi še v resnici, mislim, sem si, ne, a nam se pravi podzavest nekako zrihta poklic tudi, Ja, v veliki meri vpliva. Čeprav se ti seveda lahko zavestno upreš tem, kar ti podzavest servira, in imaš lahko drugačno življenje od tega, kar si v podzavesti dobil od svojih prednikov. Spravo oče je lahko, ne vem, gradbinec, je bil zidar, ti si pa arhitekt, kar je v bistvu, lahko rečeš, evolucija poklica. Sam recimo je pa, lahko greš pa v čist drugo smer, da bi recimo tvoj oče gradbinec, ti pa zdaj tradaš s kriptovalutam, ne? In tvoj oče gleda, odkje ti denar, ne? Koliko, sprav, brez dela ni jela, oziroma pač vidi, da ti do denarja prihajaš na čist drugačen način kot tvoj oče ali pa njegov oče. Ne? In pa se pa opazi, da imajo te ljudje, ki recimo bistveno spremenijo svoje življenje v eni generaciji, kar je danes vsekakor popolnoma možno, oziroma ni možno, ampak je celo pričakovano, zahtevano, da ti živiš čist drugače, oziroma tudi hočeš živeti čist drugače zaradi tega, ker ne maraš svoje preteklosti. In bolj taki ljudje, ki na hitro spremenijo svoje življenje ali pa ki spremenijo svoje življenje zelo močno v zelo kratkem času, imajo pol vsako leto več kroničnih težav, čeprav za njih nimajo nobenega pametnega razloga v sedanjosti, ampak jih ta razkorak med tem, kakšne vzorce imajo podzavesti, pa kakšne vzorce so razvili v zavesti, glih zaradi pomanjkanja časa, ker niso podzavest dvigovali na višji nivo razvitosti pa čustvene zrelosti, enostavno zelo pogosto zbolijo zaradi izgorelosti, kronične utrujenosti, imajo težave z nespečnostjo in podobnimi stvarmi. In potem dejansko vidiš, da jim je zelo utrudljivo živeti na ta način, ker v bistvu jim podzavest ne olajšuje življenja na tak način, ker ni dovolj razvita ali pa dovolj kompleksna, da bi lahko tebi pomagala živeti drugače, kot je živel tvoj oče ali pa tvoja mama. In pa jih telo z vedno več kroničnimi težavami sili, da se začnejo vračati nazaj v prejšnje ali pa na tisti nivo, ki ga imajo v podzavesti, ali pa to recimo delam zelo veliko z recimo menedžerji ali pa ljudmi, ki so zelo hitro uspeli, da se učijo, kako zavestno spremeniti določene podzavestne vzorce, ki jih blokirajo, zato da jim podzavest več ne otežuje takega življenja, ampak da jim ga olajšuje. Ker tudi dejansko, če gledamo tehnično, je funkcija podzavesti ta, da nam omogoča lažje življenje ali pa lažje preživetje s tem, da določene vedenja, določene odzive avtomatizira in jih naredi veliko hitreje in z veliko manj porabe energije, kot če to naredimo zavestno. Sem pa problem, če ni na primerni ravni, nas pa v bistvu ustavlja.